Danes smo se zbrali v eni prav posebni zasedbi, ponavadi je gost eden. Danes bomo pa v duhu pripravili na High-Tech Co-Invest konferenco, ki bo konec oktobra v Novi Gorici, imeli v bistvu dve plati ene zgodbe. Se pravi, predstavnika uspešnih startupov, Matica Bitenca, potem pa tudi svojih investitorjev, Brankota Drobnaka. Tako da bi mi kar začeli mogoče pogovor s tem, da verjetno goste že vsi poznate, ampak na hitro, če predstavim gospoda Brankota, on je eden izmed glavnih akterjev investicijske scene pri nas, je tudi idejni pobudnik Kluba poslovnih angelov, oziroma nekak idejni oče, če smem se na to navezati, je pa tudi aktivno vpleten v 15 startupov, pač bil, okej. Še zdaj pa vedno ima oči odprte na dobre projekte, tako da z njim se bomo osredotočili predvsem na to, kaj investitorji iščejo, kateri so dobri projekti in kakšne so razlike med slovenskimi in tujimi projekti. Matic pa v duhu ekipe, ki je mlada, aktivna in na srečo tudi zelo uspešna. Njihov najnovejši uspeh je bil, da so prišli v zelene številke, kar je fantastično za to evolucijsko stopno startupa. Aplikacijo Tošelj verjetno vsi poznate, a ne? No, drugače imate zdaj še šanso, da jo downloadate in spoznate. Tako da bi mi kar začeli tole mogoče, pa bi na začetku gospoda Drobnaka vprašala, kaj so tiste ključne točke, ki jih iščete na dobrih projektih. Se pravi, kako se dober projekt identificira in kako poteka zbliževanje startup ekipami. Dobro jutro. Ste zgodaj vstajali, vam čestitam. Bom skušal biti čim bolj jedrnat. Se pravi, najprej gledamo idejo, kako ideja se postavlja v prostor in v čas, a je na sredi enega trenda ali je na koncu enega trenda, a je ideja seža za ta trg ali je ponavljanje nekih zgodb iz drugih trgov pa prenašanje v trg, kjer bi naj nastopil podjetnik, ali pa to nekaj povsem svežega, povsem novega. Razumljivo je, da vsi iščemo ideje, ki bi bile globalne ali vsaj nadnacionalne, ki bi imele hitro možnost tržnega osvajanja in ki bi imele relativno majhno potrebo po vloženem kapitalu. Nažalost, takih projektov se izkaže v realnosti zelo malo. Kolikor podjetniki mislijo na začetku, da jih je veliko, jih ni. Zbliževanje teče torej po dveh plateh. Eno je vsebina projekta, primerjanje projekta z realnimi trendi, zato je pomembno, da investitorji poznajo, da imajo širok diapazon vedenja, kaj se dogaja v svetu, v tistem sektorju, kamor hoče investirati. Druga stvar pa je, kar je pa še veliko bolj pomembno, spoznavanje ekipe, ki je nosilec projekta. Ta ekipa je praviloma enosmerna, oziroma ima ali same inženirje, ali same razvojnike, same prodajnike, običajno je enorodna, ker se zbirajo prijatelji, znanci in naredijo tisti nukleus, ki daje osnovno idejo. Pomembno je, da se kemija vzpostavi med investitorjem in med timom in da v timu, vsaj kar se mene tiče, vidim ljudi, ki imajo različne kakovosti, se pravi, da je vsaj nekdo humanist ali pa da lahko zelo hitro pridobijo nekega humanista, bodi si človeka, ki se spozna na trg, bodi si človeka, ki se spozna na finance, če so to inženirji. Če je obratno, če imajo ekonomisti oziroma humanisti idejo, potem je zelo pomembno, da dobijo nekega dobrega CTO-ja, ker outsourcanje recimo v IKT industriji se ne odnese. Recimo, da ima nekdo idejo, pa pravi, ja, bom že najel programerja, da bodo to naredili, se potem izkaže, da če ljudje, ki so ključni za projekt, niso v timu, so udeleženi in niso v timu z krvjo in potom od vsega začetka, potem projekt ne more uspeti. Se pravi, da si na kupoprodajnih odnosih, to pomeni, da delaš 8 ur, ne pa
12 ali pa še več, kar je nujno potrebno za start-up. Mogoče toliko za ogrevanje. Super, hvala lepa. Matic, vaša ekipa pa verjetno je bila zelo interdisciplinarna, ne? Kakor jaz poznam zadevo, ste se zbrali iz vseh smeri, pa bi mogoče želeli vedeti mečken o tem, kako ste se našli, kako so potekali ti vaši prvi koraki, ne vem, a ste imeli zraven še službe, a ste bili ekskluzivno na tem projektu, se pravi, kako je ta vaš začetek pa zgodbe o uspehu potekal? Mi imamo eno tako dolgo edinstveno zgodbo za te, ker smo v bistvu že začeli z notranje filme, ki smo delali v 3FS-u, ki je takrat web development studio, danes se tudi ukvarjajo z drugimi zadevami. In smo to nekako začeli kot en stranski projekt, ker je bilo v bistvu situacija, da je sodelavci na novo opremo stanovanje in je potem rabil nekaj zabeležiti te stroške. Mi smo pa rekli, ok, če imamo zdaj te smartfone, vsi te user interface in ostali, ki gledamo, nas gledajo krep, se pravi, lahko to mi naredimo bolj. Mi smo začeli kot en tak enostaven eksperiment in zadeva se potem razvila, ideje so dežlave in potem smo vedno bolj postali neodvisni in začeli formirati eno tako bolj kohezivno ekipo znotraj firme. Tako da smo dejansko prišli skupaj iz različnih področij. Že od začetka je bila kultura taka, da se to kombinirati različne znanja. Tako da če sem družboslovec po izobrazbi, pa tudi tako malo gledam na te stvari. Potem večina ekipe je seveda inženirjev, imamo pa še odličnega tudi ilustratorja in dizajnerja. Čemo v bistvu dizajnerji so se nekoliko pomenjali skozi celoten razvoj aplikacije. In mislim, da pač potem skozi debate nekako pride do ene take fajn kombinacije tega. Če ena stran preveč prevlada drugo, če ni nekega ravnovesja znotraj ekipe, glede tehničnih in družboslovnih pogledov, potem pač zadeva na koncu funkcionira. Ali nikoli za uporabnike, ali pa ni tehnično završeno. Matic, najlepša hvala. Zdaj bi se pa midva, Matic, spet navezala na to, kako je vašemu podjetju uspelo. Se pravi, vi ste bili v mednarodnem pospeševalniku 500 Startups in na kateri točki, če se je pojavila potreba potem, da v podjetje pride eksterni kapital, kakšen je bil vaš odnos do tega in kako ste pravzaprav vi ta cilj, ki je praktično cilj vseh startup podjetij, dosegali? Ja, mi imamo nekaj te sorte investitorje, bolj ameriške, Probno je že omenil, tako da smo kar zadovoljni s tem, da imamo pač lepo convertible note, pa se vsakih par mesecev malo mailamo s temi investitorji, ki se ne bi veliko, ampak ne samo pač rahlo poročamo o tem, kar se dogaja, niso pa nekaj pretirano upleteni. Stvar je tukaj drugačna, posebej če je veliko investitorjev, če je neki konzorcij, potem je težko, da bi se vsi od teh investitorjev v bistvu vmešavali v poslovanje podjetja in se ponovadi startup izbere tistih nekaj najbližjih, ki so uporni oziroma so tudi mogoče smo brez investicije ali pa z neko manjšo investicijo advisorji. Mi smo šli iskati zunanji kapital, v bistvu smo šli iz večjih razlogov, tudi gledati v ZDA pa druge po Evropi. Eno so bile izkušnje, da si malo razširimo obzorja, da lahko igramo na nekem drugem nivoju in razširimo firmo izven teh okvirov, ki bi obstajali, če bi delovali samo v Sloveniji. Potem se pa rabimo svetu tudi nekaj kapitala za naprej, da lahko to firmo končno osamosvojimo. Oziroma smo spino in smo tukaj nekaj iskali tudi nek način, da se postavimo na lastne noge. Preprosto so šla s kolegom takrat, so ustanoviteljem v ZDA in potem so hodili po raznih dogodkih, spoznavali čim več ljudi in preko nekih večjih investitorjev, za katere smo bili še premajhna riba, so nas potem predstavili 500 Startups in v bistvu po nekaj Skype pogovorih so nas povabili potem, da bi se pridružili njihovemu programu. Zato to ni nek končni cilj tega, to je samo eno od sredstev za to, da dobimo več izkušenj, pa da smo preživeli tiste pol leta oziroma nekaj mesecev, za koliko so nam oni nudili ta kapital. Pa obenem da tudi predvsem kredibilnost, da smo lahko tam nadaljevali s poslom v ZDA. Ker če prideš v nekje zunaj, je zelo fajn, da imaš nekaj ljudi, ki te že lahko priporočijo naprej. Ker če gledamo ta klasični
recept za startupe, recimo Silicijevi dolini, je ekipa, ki je hodila na Stanford, ki so pač delali prej, delali Microsoft in tako naprej. In če ta zgolj zadnje nimaš in če nimaš vse te ogromne mreže poznanstva, potem tak inkubator zelo prav pride. In tudi pri nadaljnjem iskanju angelskih investitorjev so bili oni veliko pomoč. Tako da z njimi imamo dobre izkušnje in pač, če planirate neko širitev, še posebej na trge ZDA, je eden od takih inkubatorjev definitivno dobra priložnost. Koliko sredstev ste dobili? Od 500 startups je bilo v bistvu 60,000. Od tega je del treba v bistvu dati njim nazaj za plačevanje tega samega programa. Tako da pač neto iz tega je potem 40,000. Koliko ste pa dobili od angelskih investitorjev? Predvsem malo. Tako da v bistvu moram reči, da smo kar failali, kar se tiče potem na danes vsi druge. Od angelov smo potem dobili 20,000 še naprej. Ampak v bistvu gledano nazaj, je bilo to v bistvu za nas zelo fajn za te, ker smo potem deljuta naprej in smo prišli na zelene cifre, oziroma na črne cifre. Pač brez dodatne investicije. Tako da v bistvu, pač z mojega striča bi to takrat failo zaradi tega, ker nismo najdali v bistvu ne te večje sindrome, ki smo jo iskali, ni nam ratalo stvar dosti hajpa naenkrat med investitorji in pač čeprav so bili posamezni zainteresirani, nam ni ratalo pripeljati tega v eno skupno rudo, da bi se ta organizacija ruda zgodila, potem smo pa v bistvu pač iz poslovanja prišli. Pa ste kdaj razmišljali tudi o kakšnem crowdfundingu, naprimer Kickstarter? Mi smo bili v bistvu že na eni točki razvoja, takrat, ko smo šli iskreno danes sredstva, tako da ker smo bili malo naprej, se nam je zdelo, da je crowdfunding za nas ni bil primeren v tistem trenutku. Crowdfunding je sicer zelo fajn, ampak je bolj, če razvijaš nek nov izdelek in v prvi začetni fazi, da začneš v crowdfundingu. Ko smo mi začenjali s prvimi idejami pošla, takrat to še ni bilo aktualno, tako da crowdfunding ni bilo v scenariju. Bi pa še dodal, v bistvu, da zdaj zelo zanimiv razvoj, ki se dogaja, je to, da smo ZDA legalizirali public soliciting, torej da firme, ki zbirajo investicije, javno to najavijo, ker prej je bilo to ilegalno zaradi njihovega zakona o vrednostnih papirjih in zdaj lahko tudi javno to promovirajo, tako da je crowdfunding za firme rado lažji in v bistvu ne gre za crowdfunding samo izdelka, ampak gre za crowdfunding kot direktno investicijo mnogih malih delničarjev. Tako da se tudi na Angel listu se iz tega stališča potem se dogaja inovacije, kjer lahko ostali investitorji naberejo grupo ostalih in zaradi tega dobijo 20% naprimer carryja, torej pač del potencialnih profitov te firme. Tukaj se mi zdi, da bo ogromno napredek pri enostavnosti iskanja angelov, zaradi tega, ker bo tudi v interesu nekega angela, da bo povezal skupino in da bo najdel ostale investitorje za to firmo, če je pač sam to prepričan ekipo. Se pravi, mečkrat smo se že dotaknili inovacij na področju investiranja, pa bi gospoda Drobnjaka zdaj vprašali, kakšne so korelacije med venture kapitalisti oziroma ostalimi investitorji in kako nekdo, ki bi želel investirati v podjetja, lahko vstopi v to skupnost in pač uspešno funkcionira v njej. Ja ne vem, koliko vas je potencialnih investitorjev, pa koliko vas je potencialnih podjetnikov tukaj od občinstva, ampak definitivno je to sta dva pola iste zgodbe. Če ni podjetnikov, potem tudi investitorjev ni in obratno. V Sloveniji smo naredili ta klub poslovnih angelov, ki je samo ena od sredin, kjer se zbirajo investitorji. Predvsej investitorjev dela to tako, da niso organizirani, da delajo znotraj svojega kroga poznanstev in podpirajo projekte, na katere naletijo znotraj svojega socialnega okolja. Drugače imamo pa v Sloveniji zelo razvito infrastrukturo ali pa podporno okolje za podjetništvo od tovarne podjemov v Mariboru do poslovnega slovenskega sklada podjetniškega do, moram reči, hekovnika in jaz bi vsem podjetnikom, ki se pripravljajo na to, da imajo idejo in da bodo že začeli iskati
denar, bodi si od prijateljev, familije in znancev, se pravi 3F, pa potem seed capital strani regularnih investitorjev prve faze. Vam svetujem, da greste skozi to šolo, se mislim, da ste tukaj danes 2 predstavnika, ker vam to pove, s čim se boste srečevali. In ker običajno investitorji nimajo časa izobraževati podjetnikov od osnovnih idej, od tega, kako mora biti predstavitev, do tega, kaj pomeni trg, kaj pomeni tržna analiza, do tega, kaj pomeni poslovni načrt. Poslovni načrt, kot jaz sem velik zagovornik Lean Startupov, ki je dobro šola ali pa gibanje, ki prišlo z Združenih držav, ravno zaradi tega, da se testira ideja na nulti točki, to se pravi, osnovna ideja tega Lean Startupa je, da podjetnik naredi minimum viable product, to pomeni, da svojo idejo spravi v produkt in še predno je začel investirati, predno je začel projektirati, programirati ali pa izdelovati izdelek, ta izdelek bodi si za filmom, kot na Startup Kickerju ali z predstavitvijo, testira v potencialnih okoljih, kar pomeni pri distributerjih in kupcih, ne pa pri prijateljih in znancih, ker če to naredi pri prijateljih in znancih, bojo oni iz kurtoaznosti vedno rekli, super, krasna ideja, bravo, pa te potrbljajo, ko ga vprašaš, a bi vi to kupili in koliko bi za to plačal, pa rekel, tega pa nisem imel v načrtu, nimam tega v svojem budžetu. Kar pomeni Lean Startup, 2 stvari sta izredno pomembne, minimum viable product, ki ga mi hočemo videti, preden damo denar, in testiranje prvih kupcev. Naj povem, kako to izgleda recimo v praksi. Ko so prišli kolegi moji iz Double Recola in zdaj iz APL-a, sem jaz vprašal, pokažite mi produkt, in smo šli s tem produktom do 5, 6 oziroma do 10 potencialnih. Oni so naredili predstavitev, jaz sem poskušal zvedeti, ali bi potencialni kupci to kupili in ali se vključili v sistem in koliko bi za to plačali. In da smo dobili pri 10 odgovor, pri 8 da in celo rok, kdaj bi se v to vključili in koliko bi plačali, sem jaz bil pripravljen vložiti sredstva. In to je pravzaprav testiranje, ne da smo razvili produkt do konca, ponujali smo idejo. In potem smo rekli, v 6 mesecih bomo prišli do vas z razdelanim programom, kjer boste se lahko vključili v platformo enkrat Double Recall, zdaj pa APL. In na ta način smo zmanjšali tveganje, pa še kljub temu smo ugotovili, da slovenski trg ni reprezentančen in da so razmere na zahodnoevropskih trgih popolnoma drugačne in da, kar se Double Recola tiče, recimo, smo test, ki smo ga naredili, torej hipoteze, ki smo jih testirali v Sloveniji, se niso obnesle kot prave v tujini. Zelo preprosto zaradi tega, ker je sistem odločanja drugje zelo hierarhično strukturiran, medtem ko pri nas zaradi majhnosti podjetij relativno lahko direktno dostopaš do decision makerjev, kar nam recimo v enem New Yorku ali San Franciscu v enem letu ni uspelo. Vsi so rekli, we love it, super, but nobody bought it. In tukaj smo crkveni, med tem cajtovne denarja zmanjkalo. Ameriški prodajalci pa stanejo 150 do 200 tisoč dolarjev na leto, če so kaj vredni. Se pravi, minimum viable product pa Canvas. Canvas je pa en list papirja, kjer vi naredite poslovni model, kjer naredite vse ostalo, kar je potrebno, da pridete od ideje na trg in vse hipoteze, ki jih imate, testirate na listu papirja. In to se mi zdi izredno plodno, izredno produktivno, modro, zato ker se podjetnik sreča v nekaj urah pri hekovniku z celotnim procesom na modelu, na papirju, ki ga bo s katerimi se bo jutri po jutrišnjem srečal v veliko bolj grobi obliki na trgu. In je fajn
narediti, bi rekel, mokro, suho vajo, kolikor pa to dela z denarjem in s časom, pa seveda z naporom v realnem življenju brez te priprave. Se pravi, absolutno se mi zdi pomembno, da grejo podjetniki čez neko šolanje, na drugi strani pa tudi investitorji z leti se človek dobi neke izkušnje in potem naredi nek izbor, ki je lahko matematično-ekonomski, lahko je pa tudi socialno, čustven ali pa kako drugače ga lahko opredelimo, se pravi sociološki. Zelo pomembno pa je, kot sem že prej rekel, da imamo, da je stvar v trendu. Recimo to še je sigurno v trendu premium produktov, ki se danes prodajajo na mobilcih oziroma uporabniki so mobilci. Zdaj, kakšen model nam bo lahko on sam povedal. Zdaj, kar se nas tiče, je tako, poslovni angeli smo odprti, vsi, ki ste pripravljeni iskati projekte, Seed Capital, ste dobrodošli, napišite na poslovne angele in pa poslovni angeli Slovenije. To pošto redno pregledujemo in redno odgovarjamo. Prijavite se v vse infrastrukturne projekte, ki jih imamo, od Go Global do vseh ostalih, ki so v tehnoloških parkih Slovenije, pa najbolj v tehnološkem parku Ljubljane. Seveda pejte do Hekovnika, se naučite tiste abecede podjetništva, ki je zelo pomembna, in potem pogledajte, ali lahko greste na tovarno podjemov, ki je enkrat letni pregled, kaj se vse dogaja v Sloveniji, in potem pridite tudi do nas z idejo, pa bomo se z vami pogovorili, pogledali. Jaz imam recimo na teden vsaj 2 prezentacije podjetnikov, ki se zanimajo za vložek v svoje podjetje. In potem to ponujamo našim kolegom. Danes so bolj izbirčni, oziroma kriteriji so veliko ostrejši, kot so bili pred letom 2008. Toda tisti, ki imate ideje, ste dobrodošli, tisti, ki pa iščete ideje, pa imate viška denarja, voljo in čas, da se ukvarjate z start-upi in naklonjenost do njih, pa ravno tako. Zdaj nimamo profesionalnega tima, ki bi to delamo vse na osnovi amaterizma, ker so pač časi taki, ampak kljub temu. Akceleratorji so en krasni model, oziroma tudi v Sloveniji zdaj poskušamo z nekim stalnim akceleratorjem, iščemo vire sredstev, da bi slovenske podjetnike lahko spravili z nekimi 20-30 tisoči v življenje, tako kot je to v Ameriki. Trudimo se, da bi se povezali z Nemci, z Italijani in z njihovimi poslovnimi angeli. Tam je malo več denarja, prvenstveno, ko smo bili z Alenko Bratuško v Berlinu, smo ugotovili, da je tam kar precej sredstev, precej možnosti investiranja in da si Nemci želijo, da bi čim več projektov ostalo v Evropi in so zato pripravljeni tudi odpreti denarnice. Upam, da bodo ob tem, ko bomo imeli tole konferenco, ki je bila na začetku omenjena v Novi Gorici, uspeli pripeljati tudi nekaj investitorjev iz Berlina oziroma iz Nemčije, ki jih zanima slovenski trg. Se pravi, ljudje iščejo ideje, denar imajo, koliko so pa bolj naklonjeni dejansko investirati, pa ne vem. Ampak Berlin sam ima približno 400 tisoč ljudi, v glavnem novih, mladih priseljencev iz cele Evrope, ne pravi Babylon, v glavnem v dizajn industriji. Se pravi, upamo najboljše, kar se tiče nemških investitorjev. Matic, Miga bi se pa kot zaključno temo večkrat še dotaknila razvoja v podjetju. Se pravi, kako vi razvijate, a imate tudi vi kakšna podjetniška orodja, oziroma kako razvijate prihodkovni model, poslovni model potem. In ne nazadnje, a je tudi v vašem podjetju kakšen nov minimal viable product, ki se ga lahko veselimo v prihodnosti?
Ja, kar se tiče razvoja poslovnih modelov, gre nekako z roko v roki z razvojem tudi nove funkcionalnosti, ki izdelujemo. Mi imamo pač ta freemium model, kjer zaračunavamo samo za en določen spektr funkcionalnosti, s tem, da je večina funkcionalnosti zastonj. In tukaj je smer nekak tak trade-off med tem, koliko brezplačnih uporabnikov dobiš in kako zlahka jih privabiš s čim več brezplačne funkcionalnosti in koliko jih potem uspeš spraviti na te plačljive različice. Tako da v bistvu za vsako verzijo probamo poriti ta brezplačni del še malo naprej, da lahko dobimo več brezplačnih uporabnikov, obenem pa razvijamo nove profunkcionalnosti za to, da pač tiste obstoječe, da je to dosti privlačno za njih, da potem upgradejo. Ne delamo pač nekih ogromnih poslovnih projekcij, sploh pa nekakšnih klasičnih poslovnih načrtov v smislu dvestranskih. Tudi v bistvu po izkušnjah me še noben angelski investitor ni vprašal za en pač full poslovni načrt. Ja, pač zelo dobro, da ga imaš, dokaj razdelenega, pač ni nujno, da točno v tej obliki, ampak večino hočejo predvsem executive summary. Zdaj, kar se tiče razvoja znotraj firme, nekaj v bistvu probamo združiti to, kar imamo lastne vizije, kam vidimo, da bi ta projekt lahko šel, kje so trendi, tudi svetovno, kar se tiče osebnih financ, kako to ljudje uporabljajo. Imamo pa že ogromno ta feedback loop z našimi uporabniki, tako da v bistvu, ker pogosto velik del dneva namenjam temu, da odgovarjam na podporo uporabnikov in znotraj te podpore uporabnikov niso samo vprašanje za najbolj osnovne zadeve, ampak so polovica časa, če ne celo več, neki predlogi, kaj bi oni radi videli. Zdaj pač seveda znanje tisti rek, da če bi ljudi na lokalnem zednem strojitev vprašali, kaj si želijo, bi rekel hitrejših konjev oziroma hitrejših kočil, to je bil seveda Fordov citat, zgodil se je potem avto in tudi mi probamo pač vzeti ta feedback od strank, ga potem nekaj zapakirati v eno večjo zgodbo in pač zadostiti potrebam uporabnikom, pa s tem, da skočimo v bistvu vmes še par korakov naprej. In zdaj smo v bistvu sred razvoja ene nove večje verzije, ki bo prinesla en kup dodatnih funkcionalnosti, vključno z neko večjo avtomatizacijo. Obenem se pa vedno bolj širimo po svetu, mi smo zdaj že pol leta lokalizirali vse aplikacije, tako da imamo zdaj večino aplikacij prevedenih v 30 jezikov in je to tudi precej potem pomaga pri širjenju. To ste mi rekli, da ne smem vprašati, ampak glede na to, da je v sobi 10 ljudi, ki imajo podjetniške projekte, bi si vse drznila vprašati, a imate za vse ljudi, ki razvijajo svoje podjetniške ideje, ki si želijo vstopati v startup, spin-off community, a je kakšen nasvet na podlagi vaših izkušenj, mogoče napak, mogoče opažanj trga, a lahko kakšno spodbudno besedo za konec? Moj problem je s tem, da sem pol razmer kot nek motivacijski govornik, pa lahko resničite svoje sanje. Ne, v bistvu, kar je predvsem tukaj rekel, je to, da je pač treba predvsem probati. In pa da to zadevo in ja, veliko je tukaj neznank in ne sem vprašati vsega preprosto, je treba pač poskusiti z eno zadevo. Ja, treba je nekaj previdnosti pa prej testirati kakšno hipotezo, ampak sploh te razne birokratske zadeve in tako naprej se vse rešijo. In pač noter padati v bazen pa plavati. Se pravi, Just Do It iz strani Matica, pa bi vprašali še gospoda Brankota, a je kakšna spodbudna beseda, kakšna misel za vse mlade, ki si želijo investicijo? Ja, po mojem je prišel čas, ko moramo pozabiti na državo. Prej smo vedno jamrali, država mora dati, država ne naredi tega, ne naredi onga. Nismo govorili o tem, kaj ne naredimo sami. Jaz mislim, da je čas, da zavihamo rokave, napnemo možgane in naredimo ideje testiramo, res, ampak testiramo tako, brez strahu. Stopiti, kdo je kupec, stopiti do kupca, reči, imam idejo, prednost moja je taka, 30% bom znižal strošek, dvakrat prej boste izdelek naredili, trikrat boljši bo, in to vas košta toliko pa toliko. In nihče vas ne bo vrgel skozi vrata. Problem Slovencev je to, da ne radi tvegamo, ker se bojimo za vrnitev. To je čisto psihološka zgodba.
In treba je premagati to cono udobja in stopiti v neznano. Noben te ne bo ubil, beseda ni konj, je star pregovor in kdo sprašuje, ta najde. Ne? Tisti, ki pravijo, jadrajo pravijo, da drži se kraja, ne? Hvali more, drži se kraja, ali pa ko ne pita, ta izkita. In to bi se reklo, če boste sprašvali, boste dobili odgovore. Če boste trkali na vrata, se bodo vrata odprla. Če pa seveda strečke ne kupite in ne potrkate na vrata, nikoli ne boste dobili odgovora, ki je na drugi strani vrat. Njihov primer je lep, kako njih trg uči. Ko prvič to naredite in hipotezo testirate, dobite feedback in ta feedback takoj vgradite v druga vrata, boste že rahlo spremenjenim idejo šli na tretja, še bolj in na koncu bo pri petem bojo vam že ploskali, kako dober produkt imate. Ampak morate narediti to zgodbo in preizkusiti direktno pri kupcih in uporabnikih. Tezo, hipotezo, ne produkt. Ne se zapreti v sobo, go out of the building in ne tuhtati. Oni so šli takoj, ne? Njihovo testiranje je pravzaprav svet dveh prodajalcev iPhona pa Samsunga in to je to. In oni so na ta način testirali trg. Če imate drugačen produkt, pa ga testirate v real life, v ekonomiji, z trkanjem vrat. Odvisno od tega, pač kaj prodajate oziroma kakšno idejo imate. Ampak ja, svet je zdaj odprt, svet je v krizi in zato vsako idejo pograbi, če vidi v njej dodano vrednost. In ne se bati, to je osnovno izhodišče. Seveda boste zavrnjeni 8krat od 10 primerov, ampak vsaka ta zavrnitev vas bo nekaj naučila. Pogum. Jaz pa bom motivacijski pogum. Pejte ven, nehajte se bati. Nihče vas ne bo sledil vam po glavi. In samo to je uspeh. Hvala lepa. V redu, ker smo se glih nanašali na pogum, preden gremo nazaj v glasbeno razvajanje Alje Kles, ki nam lepša tole jutro s svojimi ritmi. Me zanima, a je kdo dovolj pogumen, da bi še kakšno vprašanje zastavil? Za Matica. Kaj bi naredil drugače, če bi šel spet tiste kapital v ZDA, oziroma vi ste šli tudi v Veliko Britanijo? Ja, v bistvu v Londonu smo bili, mim grede, nismo tam bili resno iskali. Predvsem bi se drugač lotil tega časovno. Ugotovili smo, koliko je pomemben, da prej ustvariš eno ogromno mrežo kontaktov. Mislim, vse to smo že prej vedeli, ampak kako skoncentrirati ta dejanski fundraising v en teden, dva, da se v bistvu ustvari nek hype, zaradi tega, ker med investitorji je en tak velik čredni nagon. In v bistvu, ker se potem te prijatelji samo pogovarjajo, kaj je kakšen zanimiv startup na sceni, in če potem prideš omenjen v nekih pogovorih, ne vem, kjerem dvakrat med investitorji, potem imaš precej večjo šanso, da se bo kaj zgodilo tudi naprej. Ker pač imeli smo neke investitorje, ki so bili že pripravljeni investirati, ampak potem, če ne prepeleš v roku parih dni še enega zraven, se zadeva ohladi in potem se mu še malo ustraši in tako naprej. In ta koncentracija teh dogodkov, pa te obstoječe mreže poznanstv, ki jih tam imaš, bilo precej boljše. Seveda je pa tudi stvar ni toliko kampanjska, kot se lahko zdi na prvi pogled. Ta kampanja fundraisinga je ta zadnji korak, prej moraš pa v bistvu ustvariti eno ogromno mrežo. Pač mi, ki smo bili tam par mesecev, je težko nadoknaditi to, da nimamo tega klasičnega startup recepta zadnja za tam, pa to, da nimamo eno ogromno mreže. Zdaj imamo pač precej večje, kot smo imeli na začetku, pa še vedno je vprašanje, kako bi rata fundraising. Plus, pri naši ideji je tako, da mogoče ni bilo dosti v nekavajih seksi za tisti trenutek in tisti trg. Ker zdaj daje že kar nepar teh personal finance rešitev uspelo in se mi je zdela to neka stara zgodba. Tukaj sploh pa na angelskih investitorjih se pa treba zavedati, da nekako tekmuješ tudi z njihovim mogoče novim čovnom ali pa vikendom v Mehiki in tako naprej, ali pa temu, kako bo to upravičilo ženi. In če ni to neka ideja, ker bo, veš kaj pa te modeli zdaj počnejo,
Če ni nekaj, kar lahko nekoga drugega navduši z dvema stavkama, je zelo težko priti do te investicije, da bodo nekoli v pisanju rekli. Bi še kdo želel kaj vprašati? Potem pa mogoče v zaključnem delu bosta gosta še odprta na kakršnekoli pogovore, dobrodošli, da pristopite do njih. Jaz bi se najlepše zahvalila za čudovito jutranjo družbo in krasne iztočnice, s katerimi lahko vsi skupaj štartamo v en lep in uspešen dan. Hvala lepa, imejte lep dan. Žalost.